Vzhajajoča ustvarjalka vsebin gre s prijatelji ven. Živijo fantje, danes bom poskušal snemati vlog. A domov se ne vrne, kar policijo pripelje do šokantnega odkritja. Ko sem prišel tja, se zavohal te mošje palčke, ko sem se vrnil nazaj tja. Preiskovalci so se osredotočili na enega osumljenca, katerega lastne besede so mu morda zapečatile usodo. Na kla zdaj pizdati materina. Lezi na tla. Res sem to naredil. Moram moter. Potreboval sem to, ker sem grozna oseba. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime, Sam Elizabeth Nolan. Policija pravi, da se je ta moški izdajal za dobrega Samarijana, celo ponudil je pomoč žrtvi, nato jo je ugrabil, ubil in po njeni smrti storil nepredstavljiva dejanja. Je 30. avgust 2020, 3 smo v Atlanti, Georgia. Malo po 7 uri zjutraj se policisti Atlante odzovejo na klic v parkirno garažo na Martin Luther King Jr. Drive. Postavi varovanje. Imamo varovanje. Torej, Kaj je narobe? Si še vedno na koncu. Še vedno si na koncu. takoj ko sem prišel sem začutil močan smrad, takoj ko sem bil pri dvigalu. Človek, kako greš kar dol in tako čistiš, ampak veš, mislil sem, da je kakšna mrtva podgana ali pa kaj tasga. Sem kar hodil naprej in hodil naprej. Ne vidim se na sedežu poleg nje, zato sem rekel, ne grem malo dlje. Ko grem malo dlje, kaj naj rečem. Sum parkirnega uslužbenca, da je kmalu pripeljal do grozljivega odkritja. Lasje so bili pokriti, kaj ne? Ne. Človek. Kot ženska ali moška ekipa. Meni je izgledalo nekako kot majhen nah. On samo želi vedeti, kaj se dogaja. Ne vem, tudi sam ne vem, zato samo je tako. Tako da ja. Pogovarjal sem se z njihovo varnostno službo. Sinoči so pregledali stopnišče. Rekli so, da niso videli ničesar. Ne, von prihaja od tam. Torej, tudi če niso ničesar videli, bi morali... Ne? No, mi imamo... V garaži imamo zaradi maškarade ljudi vso noč. Pravim pa, ta oseba je mrtva, že nekaj časa mrtva. Torej, če bi šli po stopnišču, bi jo videli pod stopniščem. Torej, ni umrla šele sinoči. Žrtev so identificirali kot 25-letno Mitchell Dang. Njena družina je kasneje za medij 11 Live povedala, da je Mitchell 26. avgusta 2023 povedala, da se bo srečala s prijatelji v lokalu z imenom Alley Cat Atlanta. Mitchell in njeni prijatelji so bili tam, da bi uživali na koncertu, vendar se ni nikoli vrnila domov. Ko njena družina ni mogla stopiti v stik z njo, so se obrnili na policijo Atlante. Torej ima ta uslužbenec parkirne hiše prav, ni umrla prejšnjo noč. Zdaj morajo preiskovalci ugotoviti, kaj se je zgodilo in kdo bi lahko to storil. Potrebujemo samo dostop do kamer. Sem tukaj v parkirni hiši, v podzemni garaži. In v prvem nadstropju, kjer je stopnišče, se zdi, da gre za belko. Z neke lokacije prihaja von. Zgleda, da je bila. Bila je popolnoma naga, stisnjena pod stopniščem. To ti bom poslal, ko bom rekel nekaj o avtu. Ampak, kot sem rekel, od tam prihaja von, število trupel je okoli 30. Kaj pa parkirišče, ki je... V avtu tukaj, ampak on ni tisti, ki je veliki. Pravkar so prišli na prizorišče, sem ti rekel. Bom. Torej, samo... V redu, to je to, bo moj, ne vem, koliko časa traja. Se vidimo doma, ni oblačil ali česarkoli.
V naslednjih nekaj tednih so detektivi za umore temeljito pregledali veliko dokazov. Do 22. septembra 2023 so vse sledi vodile do osumljenca v stavbi DeKalb County Animal Services. Ne. Držim te, sem s tabo. Ne želim. Prosim, naj naredim. Boli? Prvi ali drugi? Rio. Na tla zdaj, mama. Pojdi na tla. Na tla. Roko, daj za hrbet. Roki, daj za hrbet. Razumeš? Ne vem, zakaj naj bi to naredil. Tudi jaz ne vem. Narediš nekaj s paralizatorjem, veš kaj, Atlanta, ne razumem. Policija je tega moškega identificirala kot 24-letnega Jackaviusa Arnolda. Še preden so zapustili stavbo, je bil že v solzah in se opravičeval. Zdi se, da točno ve, zakaj so policisti tam, da ga odpeljajo. Ne mene. Ja, gospod, vstani, ja. Imam te. Stoj tam. Stoj. Mi do konca. Do konca. Veliko rabite že vred. Hvala, mali gospod. Gospod, nisem gledal, gospod policist, ko ste prišli. Po mene. Res mi je žal. Hvala, hvala. Hvala, gospod. Hvala vam vsem. Hvala, prosim. To sem potreboval, res sem potreboval. Moram iti not. To sem potreboval, ker sem grozna oseba. Res sem grozna oseba, bret. Zdaj moram iti za dolg časa, bret. Nimam besed. To je vse, kar imam zapovedati, bret. Želim ti vse najboljše, bret. Moramo izpaviti v enega od vaših avtomobilov. To je hitro, poglejte, ja? Ja, gremo. Ne, oprost. Bilo je tesno, zelo tesno. Good. I'm listening for me a little bit. Tab it on my wrist. Tab it. It's loose. Tight, very tight. Just tab it. On je to ostrano, se znama, ustavi se. Just tab it, sir. Ja. Da, gospod. Prepričan sem, da se boste zagotovo izvlekli, ja. Tik preden je Jackavius poseden v policijski avto, prosi policiste, naj mu vsaj dovolijo, da se pogovori s svojo punco. Kaj? To je? Za mojo punco, moja v redu. Delata v šalija. V redu. Delata? Kje je njen avto? Ja, sem zadnji, je. V redu. Je črn? Ne. Sem gre, ja, da se prihaja. Ja. Samo začasno smo ga nameravali zadržati tam noter. Hvala vam, gospod, ki ste mi to zrhlali. Ja, to je dobro. Hvala. Dobro upravljeno, Steve. Res dobro upravljeno. Odlično delo. Resno. Fantje, res smo? Da. Resnično. Sej, Peter.
Prav. Tam. Ja. Nadaljevali bomo, narednik. Mi ga bomo zavarovali. Prevoz na zemljo. Kaj? Ja, to je naš prevoz. Pridi, prijatelj. Lahko samo eno. Kaj? Samo eno stvar. Samo eno stvar. Lahko to vzameš, lahko gre za njim dol. Jaz bom tukaj še nekaj naredil. Ja. Imaš tukaj omarico? Ja, imam. Kje imaš svojo omarico? Kaj imaš številka? Izpode je tik ob sobi za odmor. V redu? Daj nam sekundo, pogovoril se bomo s tabo, prav? Lahko svojemu dekletu povem samo eno stvar. Kaj? Lahko svojemu dekletu povem samo eno stvar? Daj mi sekundo. Vem, kaj počnem. Poj noter. Oprosti. Jazz. Želim. Sam sem. Pa už je naredil. Kako je to naredil? Vedel ti bom, kaj je naredil. Jacavius Arnold je odpeljan v okrožni zapor Fulton. Sooča se z obtožbami za umor, ugrabitev, protipravni odvzem prostosti, rop, hud spolni napad in nekrofilijo. 13. oktobra 2023 se je pojavil v sodni dvorani okrožja Fulton na predhodni obravnavi. V sodni dvorani so bila čustva izjemno razgreta, saj so bili podrobnosti primera prvič razkriti. In kaj vam je povedal? Povedal mi je, da je bil na območju postaje Marta 5 Points. Izjavil je, da je opazil Mitchell Dane, kako hodi proti ulici. Ali poznaš njeno ime? Omenil je njeno ime. In je rekel njeno ime, Mitchell. Rekel je Mitchell. V redu. In kasneje sem zvedel, ker je imel svojo denarico, njeno denarico in svoje vozniško dovoljenje, zato mislim, da si je tako zapomnil njeno ime. V redu. Rekel je, da je omahnila na cesto. Pristopaj k njej. Če bi lahko. Oprostite, da vas prekinjam. Rekli ste, medtem ko smo gledali posnetek, da je Mitchell na neki točki omahnila. Rekli ste, da bo to pomembno. Je to razlog? Da, to je zelo pomembno. Na posnetku jo vidimo, kako omahne iz kadra. To verjamem, da je prišla v stik z Jukiusom. Kaj je rekel potem? Rekel je, da je pristopil k njej, je vprašal, ali potrebuje pomoč. Rekel je, da je zakričala nanj in rekla, pojdi stran od mene. Vztrajal je in ji hotel pomagati. Na koncu je sprejela pomoč. Rekla je, poskušam najti svoje vozilo. Takrat je rekel, lahko ti pomagam najti tvoj avto. Takrat je prišel posest njenih ključev in telefona, ter se pretvarjal, da je dober državljan, ko je spremljal naokoli. Ali je bila to njegova opredelitev, da se je zgolj pretvarjal, da je dober državljan? Ne, to je moja opredelitev, on pa je izjavil, da sem ji poskušal pomagati najti njen avto. V redu, nadaljujte. Rekel je, da ji je poskušal pomagati najti njen avto. Rekel je, da sta šla v parkirno garažo. Kot vidimo na kameri, je rekel, da je šel v stopnišče. Njegove besede so bile, ko sta vstopila v stopnišče, ga je začela praskati. Rekel je, da jo je zvlekel dol, jo zvlekel pod stopnišče, jo vrgal na tla, jo davil, dokler ni omedlela. Nato je vstavili prst v njeno nožnico. Rekel je, da se je ponovno zbudila, spet jo je zadušil. Tokrat je rekel, da je priznal, da jo je ubil. Takrat je rekel, da ji je slekel oblačila, na penis je nanesel slino. Svoj penis je vstavil vanjo, potem ko je bila mrtva in imel spolni odnos z njo vsaj 20 minut. In kaj je rekel, da se je zgodilo potem? Takrat je rekel, da ji je slekel oblačila. Vprašal sem ga, zakaj ji je slekel oblačila. Rekel je, da zaradi DNK. Rekel je, da gleda televizijo, da gleda, kako preiskujemo primere. Vsa njena oblačila je vzel in jih stlačil v svoj nahrbtnik. Njeno golo telo je stlačil pod stopnišče. Vzel je nekaj časopisov in ji poskušal pokriti glavo. Rekel je, da je odšel iz parkirne garaže. Razbil je njen telefon, ga vrgel stran in ugotovil, da je pustil svoje sončna očala pod njenim telesom. Vrnil se je k truplu, dvignil truplo, jo prijel, vzel svoja očala, jo potisnil, njeno telo še bolj potisnil pod stopnišče in takrat je odšel. Obličila je odvrgal na neznani lokaciji v središču Atlante, v smetnjak.
Po besedah detektiva za umore Jeriona Sheparda je Jahavius domnevno priznal še bolj grozljive podrobnosti, naprimer, da je kaj takega že storil prej. Je rekel, da je že kdaj prej naredil kaj takega? Da, no, Bilju je priznal še 2 druga spolna napada, prav tako morebiten umor v drugi jurisdikciji, enak način delovanja. Sredi noči je pristopil do ranljive ali osamljene ženske, jo prosil za pomoč, jih nadlegoval. Potegnil jih je v gozd, jih slekel in jih dušil, dokler niso komaj dihali. Ni imel spolnega odnosa s to mlado damo, ker je rekel, da je smrdela. Vprašal sem ga, kako veš, da je še dihala. In rekel je, da je imela plitko dihanje, jo je pokril z listjem. Vprašal sem ga, ali je dihala kot pri smrtnem hropcu. In točno je vedel, kaj je smrtni hropec. Opisal je smrtni hropec, prikazal je smrtni hropec in to smrtno hropenje je opisal kot to, da je Mitchell Dane smrtno hropal, potem ko jo je prvič davil. Ali so povedali, kje se je to zgodilo? To je blizu njegovega prebivališča, enega od njegovih prebivališč v okrožju DeKalb, ob Sleeping Forest. Tam je gozdnato območje, kamor je zvlekel to mlado dekle. Drugi incident se je zgodil na tistem križišču, mislim Rainbow in Columbia Drive. Enak način delovanja, počakal je, da se je obrnila stran, odlekel je stran iz pogleda s ceste, izslekel oblačila, ta mlada dama pa je uspela priti do solzivca, razpršila mu je solzivec v oči, uspela je pobegniti. V redu, ali sta bili žrtvi v teh 2 primerih v okrožju DeKalb ali je bil drugi primer na zahodu okrožja DeKalb? Da, oba primera. Ali so bile žrtve v teh 2 primerih v okrožju DeKalb identificirane? Kuka vem, le. Je bila to policija okrožja DeKalb? Da, obvestili smo oddelek za umore v DeKalbu, prišli so ven, opravili so razgovore z njimi, zbrali vse te informacije in nazadnje, ko sem slišal, so izvajali nadaljne preiskave, da bi se prepričali. In kaj vam je povedal sodni patolog glede vzroka smrti gospodične Stang? Torej, v tistem trenutku takrat niso mogli določiti vzroka, vendar je rekla, da gre za sum kaznivega dejanja, vendar popolno poročilo o obdukciji še ne bo pripravljeno. Preveril sem pred enim dnem. Rekla je, da običajno traja približno 90 dni, zdaj je minilo 30 dni, torej imamo še približno 6 dni, da bo uradno poročilo dokončano. Ampak je bil ustni pogovor z medicinskim izvedencem. Medicinski izvedenec je povedal, da je šlo za kaznivo dejanje. Zaradi okoliščin je šlo zagotovo za kaznivo dejanje, vendar mi ni mogla dati nobenih dokončnih odgovorov. V redu, torej še vedno čakamo na to? Pravilno. Ali so opravili forenzični pregled po posilstvu? Da, opravili so forenzični pregled po posilstvu. Prav tako so bili odvzeti izrezki njenih nohtov, da bi preverili DNK pod njenimi nohti. In kje je danes obtoženec? Sedi na vaši levi, za mizo za vami. Kaj ima oblečeno? Oblečen ima moder zaporniški kombinezon okrožja Fulton. Trenutno bom zahtevala, da vsi v sodni dvorani odstranijo maske. To velja za vse v sodni dvorani. Vsi v sodni dvorani. Lahko prosim pokažete nanj? Da, naj se v zapisnik zabeleži, da je detektiv Shepard prepoznal obtoženca Jacaviusa Arnolda. Spletni sodni zapisi iz zapora okrožja Fulton kažejo, da je Jacavius Arnold tam že prej prestajal kazen. 10. novembra 2016 je bil aretiran zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine 2. stopnje in kraja. 5 dni kasneje je bil izpuščen po plačilu varščine. Nekaj mesecev kasneje, 7. februarja 2017, je bil pridržan v zaporu zaradi obtožb ropa z uporabo sile in povzročitve hudih telesnih poškodb. Nato je bil izpuščen 11. marca istega leta po plačilu varščine. Po pričanju detektivke Shepard naj bi Jacavius, potem ko je ubil Mitchell Dang, domnevno ukradel tudi njene stvari. Preiskovalci menijo, da je eden največjih dokazov v tem primeru posnetek varnostne kamere, saj ga je družinski član takoj prepoznal. In ste v tem trenutku že objavili kakšen del posnetka varnostne kamere v medijih? Ne. Ali je bila medijem posredovana kakšna podrobnost o prizorišču zločina, naprimer, da je bil obraz gospodične Stang prekrit s papirjem? Ne. Torej, edini način, da bi obtoženi to vedel, ta, da je bil tam. Da, vse podrobnosti, ki ste jih navedli, so bile informacije, ki bi jih lahko poznal le storilec. Na to ste govorili z babico gospoda Arnolda. Je to pravilno? Pravilno. Gospodična Linda Arnold? Da. V redu.
In pokazali ste ji neko fotografijo gospoda Arnolda, ki ste jo pridobili, kaj ne? Bravo. Odkot je bila ta fotografija? Pokazal sem ji serijo fotografij in video. To je bilo pomembno, ker sem moral vzpostaviti povezavo med Jackeviusom iz stopnišča in Jackeviusom na postaji Marta. Zato sem ji pokazal video s postaje Marta. Prav tako sem ji pokazal video, kjer zapušča stopnišče, kar je potrdila, in tudi potrdila povezavo med Jackeviusom, njegovo identifikacijo, videom z Marte in varnostnim posnetkom iz podzemlja. V redu. In omenili ste tudi njegovo identifikacijo. Ste ji pokazali kakšen uradni državni dokument za gospoda Arnolda? Ne, pokazal sem ji samo video. In mislim, da so bile njene točne besede: da, to je moj vnuk. Prepoznam ga po načinu hoje, obliki telesa in pričeski. To je moj vnuk, Jacobius. Jackevius. Prav. Rekla je tudi, da ga ni videla že leta. Rekla je, da ga ni videla že nekaj let. Ni želela iti v podrobnosti, ampak potem, kar sem izvedel, nima nobenega stika z njim. In omenil si tudi, da je bil opravljen forenzični pregled po spolnem napadu. Pravimo. Ali so kakšni rezultati za to? Ne, gospod. Ali veste, kdaj bi bili ti rezultati, ste pripravljeni? Tudi zato vam ne morem dati časovnega okvira, to je povsem druga agencija, GBI, ki to testira. V redu. Torej, omenili ste še vedno 30 do 90 dni za obdukcijo, vendar nimate časovnega okvira za komplet, za odvzem dokazov pri posilstvu. Ne, tega ne morem zagotoviti. To je stvar države. GBI pokriva celotno državo. Tako da mi ne moremo, jaz tega ne morem zagotoviti. In ste zbrali DNK na kraju dogodka? Da, DNK z kraja dogodka. Prav tako smo pridobili sodni nalog za odvzem brisa ustne sluznice Jackeviusa Arnolda za pridobitev njegove DNK. Tudi to je bilo poslano na GBI za primerjalno analizo. V redu. In še enkrat, kje ste zbrali DNK gospe Dang? To je zbral sodni zdravnik. V redu, ampak ne veste, z katerega dela njenega telesa je bil odvzet bris za DNK. Vedno vzamejo bris z rok zaradi okoliščin in vrste nasilja, ki ga je doživela. Vzeli smo vzorce DNK z dotikom, izrezke nohtov in seveda odvzem brisov iz nožnice in anusa. V redu. Ali obstaja kakšen posnetek osumljenca, ko zapušča in se ponovno približuje tistemu stopnišču? Da, pogledali smo posnetke. V redu, ker ste omenili, da se je vrnil po sončna očala. Pravimo. V redu. Torej obstaja posnetek, veste, kako hodi sem in tja. Pravilno. In to je tudi potrdil, ko je podal izjavo. V redu. Ste omenili, da so bile modrice na bokih gospe Dang? Pravilno, da. Ali so bile še kakšne druge opazne modrice? Ne, to je bilo le predhodno poročilo, ki mi ga je zdravnik lahko dal, modrice na obeh bokih. To je to. V redu. Ali ste opravili še kakšne druge razgovore z družino, ki so pripeljali do aretacije gospoda Arnolda? Ne. In ste govorili tudi s kom, ki pozna gospoda Arnolda, razen njegove babice? Ne. Ne, nobenih drugih družinskih članov, razen babice. Ko sem govoril z babico, je rekla, da je mati izven mesta, ni vedela ne datuma, ne ure, kdaj se bo vrnila. Po dolgi obravnavi je sodnik odločil, da je dovolj dokazal, da se postopek nadaljuje. Ugotavljam, da obstaja utemeljen sum za naslednjih 9 obtožb. Umor, kaznivi umor, hud napad, protipraven odvzem prostosti, hujša spolna zloraba, nekrofilija, kraja plačilne kartice, rop in ugrabitev.
V skladu z OCGA 1761 bom v tem trenutku izdala odredbo o zavrnitvi varščine. In to je odredba sodišča. Obravnava je zaključena. To, da Mitchellovi bližnji so imeli še zadnjo stvar, ki so jo želeli povedati, preden so ga odpeljali. Hej! Preskočimo na marec 2026. Spletni zapisi kažejo, da je bil Chiquavius Arnold obsojen na dosmrtni zapor zaradi umora in ugrabitve Mitchella Dunga. Kaznijo bo prestajal v okviru oddelka za popravne zavode v Georgiji. Hvala, ker ste spremljali to epizodo oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Noller in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.